Dolgoletni diplomat in nekdanji evropski poslanec ter novinar svojo kandidaturo razume kot alternativo drugim kandidatom. Zdelo se mi je, da imam še dovolj energije, da vplivam na to, kako se razvija Slovenija, in se mi zdi, da bi lahko naredil nekaj, da bi bili bolj strpni drug do drugega, da bi se poslušali, da bi mladi spoštovali starejše in da bi starejši delali naprej, dokler lahko delajo in prispevajo. Na novomeškem Novem trgu je bilo ob srečanju s predsedniškim kandidatom, ki za vložitev kandidature zbira podpise podpore, živahno. Vajgl pa poudarja, da je bila njegova osnovna prioriteta vedno mir. Mislim, da v današnjem času, ko pravzaprav ves svet in tudi vsi Slovenci trpimo zaradi vojne v Ukrajini, je treba vložiti vso silo, vso energijo in vso znanje v to, da Slovenija prispeva k temu, da se ponovno vzpostavi mir in s tem normalno življenje. Prepričan je, da biti predsednik ni poklic ali služba, niti ne priložnost za razkazovanje svoje osebnosti in značaja, ampak čast. Sicer pa je moja prioriteta to, da Slovenija postane prijazna dežela za svoje, za nas in za vse, ki prihajajo k nam. Vajglovo kandidaturo je sicer pred dnevi podprla tudi stranka Naša prihodnost.